Naš gost pa je obrambni minister Matej Tonin. Dober večer. Dober večer. Morda lahko poveste kaj več o tej pošiljki, bo kaj oblažila, ta pošiljka iz Kitajske, kaj oblažila ta manko zaščitne opreme? No, ne prej rečem, ko gre za res in ko je kriza, Slovenci vedno držimo skupaj. Zato bi se tukaj najlepše zahvalil vsem Slovencem širom po svetu, od Kitajske do Amerike, ki so uporabljali svoje zveze za to, da nam pomagajo, da dobimo to potrebno zaščitno opremo. Ko smo v petek prevzeli dolžnosti, so bila skladišča praktično prazna. Iščemo zdaj po celem svetu, 24 ur delajo te ekipe. So pozitivne zgodbe, so pa tudi tragične zgodbe. Ena izmed pozitivnih zgodb je ta s to donacijo, ker se posebej zahvaljujem gospodu Čeferinu. Ta donacija 300 000 mask je zaenkrat v Belgiji. Jaz sem že naročil, da civilna zaščita uredi vso potrebno logistiko, da te zaščitne maske pripeljemo v Slovenijo. Po zadnjih napovedih naj bi bile te maske v Sloveniji okrog petka, sobote. Hkrati pa imamo 1,5 milijona mask v Nemčiji, kjer se stvari zapletajo. Pripeljane so bile v Hamburg, tam čakata 2 naša kamiona in enostavno stvari ne stečejo. Jaz se bojim, da Nemci poskušajo veljaviti tisto določbo, da ne dovoljujejo izvoz nobene zdravstvene opreme, ki oni tudi nujno potrebujejo. Danes sem bil v stiku z veleposlanikom Butom v Nemčiji. Tudi oni se maksimalno trudijo, da bi ta zaplet razrešili, ker mi teh 1,5 milijona mask krvavo potrebujemo v Sloveniji. Drugi problem je tudi ta, da so razni zastoji na mejah in če bo potrebno, bomo po te maske poslali tudi letalo, ker jih Slovenija resnično zelo potrebuje. Potem se nam je zgodil danes nek drug incident. Zahodne smeri, bi rekel, preko Italije bi moralo v Slovenijo danes, najkasneje jutri, priti 3 milijone mask. Danes smo poskušali biti konstantno v stikih z voznikom, ki te maske vozi in ne boste verjeli, ampak v teh kriznih časih se tudi to dogaja. Ta stik s tem voznikom smo izgubili. Ne vemo, kje je, ne javlja se. Upam, da bo ta stik vendarle izpostavljen, ker v nasprotnem primeru smo lahko vsi zelo žalostni. Če bi kdo izkoristil to krizo za dobesedno vojno dobičkarstvo, torej da bi država plačala 3 milijone mask, potem bi pa te maske kar nekam poniknile. Bomo videli, spremljamo situacijo in jutri bo več znanega, kaj je zdaj s temi 3 milijoni mask. Kje pa zaščitne opreme najbolj primanjkuje? V zdravstvu. Lejte, ravno kar prihajam s sestanka s predstavniki zdravstvenih domov, bolnišnic, stvar je alarmantno kritična. Jaz moram to povedati, da so danes predstavniki teh zavodov povedali, da jim zaščitne opreme kronično primanjkuje. Nekateri so povedali, da imajo zaščitne opreme samo še za 2 do 3 dni. Nekateri so dejali, da si zaščitno opremo sposojajo pri avtoličarjih, si predstavljate, ker enostavno ne morejo svojih zdravnikov pošiljati, da delajo z obolelimi za koronavirus, če nimajo primerne zaščite. Zato jaz bi še enkrat prosil vse, kdorkoli nam lahko pomaga, kjerkoli po svetu, da naredimo vse, da te zaščitne maske in druga oprema v Slovenijo pride čim prej. Ni problem denar. Naj povem, da po mojih informacijah imamo že plačanih 10 milijonov mask. Problem je to robo zdaj dostaviti v Slovenijo. Kaj pa Evropska unija? Mi smo članica Evropske unije. Je tu neka solidarnost, ne obstaja pomoč? Jaz upam, da se bo tukaj zadeva premaknila naprej. Zdaj po včerajšnjem sestanku voditeljev Evropske unije se vendarle kažejo neki signali, da bo Evropska unija delovala bolj solidarno. Zame bi bilo nesprejemljivo, da bi nam Nemčija zaplenila tega 1,5 milijona mask zaradi tega, ker jih oni potrebujejo, ob dejstvu, da jih Slovenija nima nič. Skratka, tukaj bo potreben nek celovit evropski pristop, da bomo drugemu glede na potrebe pomagali. Verjamem, da morda zdaj na Švedskem, na Finskem ali pa v kateri drugi evropski državi. Recimo smo videli, da prosijo zdravniki. Zdaj je Slovenija takšen primer. Žalostno je to, ko je bila Italija takšen primer in ko je prosila za pomoč, ji ni pomagala niti ena članica Evropske unije, niti Slovenija. To je treba biti pošten. Zdaj smo mi na tem mestu, ko si želim in upam, da bodo tudi druge evropske države razumele,
da je čas za solidarnost, da so zdaj tudi tiste, ki imajo manjše težave, dolžne pomagati nam, da ko bojo one v težavah, takrat bomo lahko mi njim pomagali. Na kratko, bi lahko kateri od naših domačih podjetij pomagal pri tem, začel izdelovati maske? Ko sem pred dnevi pozval slovensko gospodarstvo, da se te stvari zgodijo, je bilo kar nekaj pozitivnih odzivov, da imajo nekje kapacitete, da to lahko zgodijo, da to lahko storijo. Seveda pa razumete, ne? Proizvodno ne morejo vzpostaviti od danes na jutri, to so potrebni tedni, morda tudi mesece, mi pa zaščitno opremo potrebujemo danes. In ne nazadnje, tudi gospodarstvo potrebuje to zaščitno opremo. Tudi tiste delavce, ki bodo delali v gospodarstvu, potrebujejo zaščitno opremo za to, da bodo te stvari sploh lahko delali. Zato so zdaj te trenutki, teh par dni odločilni, kritični, da pridemo do zaščitne opreme, da nam v prvi vrsti ne pade na zdravstveni sistem. No, Talum pa Boxmark sta že napovedali, ampak to, kot rečeno, rešitev za recimo bližnjo prihodnost. Najlepša hvala za ta pojasnila in nas obveščate še naprej o tem, kaj se dogaja. Hvala. Prosim.